Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. In spet bomo rekli dober večer, gospa predsednica. V našem studiu je gostja Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Lepo pozdravljeni in prvič v našem studiu, kaj ne? Lep pozdrav. Res je, ne vem kako to, ampak prvič v vašem studiu. Ampak naši gledalci vas poznajo in gledalke, ste medijsko prepoznavna oseba, morda pa vsi ne vedo, da ste po osnovnem poklicu pravnica. Kako ste zašli v sindikalne vode? Res je, sem diplomirana pravnica, to je bila moja pravzaprav izbira takrat v času študija, ampak že moja diplomska naloga je bila s področja delovnih razmerij in takoj po pravosodnem izpitu se je našla priložnost zaposlitve v službi pravne pomoči na sindikatih, takrat mestnih sindikatih v Ljubljani. 2 leti praktično sem bila pravna pomoč za članstvo, potem pa me je pot vodila najprej v sindikat kovinske elektroindustrije, kjer sem tudi še vedno predsednica, od tam pa leta 2017 v Zvezo svobodnih sindikatov, kjer sem zdaj predsednica 2. mandat. O teh ženskih temah ne bomo veliko razpravljali, pa vendar sindikat si predstavljamo, da je to moška bolj zadeva. Kako so vas gledali kot predsednico na začetku? V tem času se je spremenilo to pojmovanje vlog. Ko sem postala predsednica SKEJ-a, moram reči, da sem imela nekaj kar takih prijetnih epizod z nerazumevanje moških, kaj delam na tem položaju, ampak zdaj se ne znajdem več v tej situaciji, so pa nekatere postale bolj prikrite. Zdaj si ne upa več kdo direktno reči, kako pa to, da si ti ženska pa predsednica, znajo pa pokazati to na drugačen način. Sicer so pa to funkcije, ki zahtevajo moč in se mi zdi, da jo ženske imamo prav dovolj, če le imamo priložnost. In tudi, ko ste prvič kandidirali za predsednico Zveze svobodnih sindikatov, zamenjali ste Dušana Semoliča in so vsi rekli, kakšne velike škornje ste stopili. Ja, Dušan je bil zagotovo prepoznan predsednik Zveze svobodnih sindikatov, še vedno cenjen, tudi jaz moram reči, da ga imam zelo v dobri luči, sva pa vsak drugačna, in jaz ne gledam tega, da sem stopala v kakšne čevlje. Nekoč sem rekla, da jaz v njegove lahko, ker ima verjetno večjo nogo, on pa moje petke bolj težko. Tako. V mandatu 2007-2012 ste bili tudi podpredsednica Državnega sveta Republike Slovenije. To naj bi bil nekakšen korektiv političnim odločitvam. Delojemalci imate 4 predstavnike v 40-članskem državnem svetu. A je ta vloga, odigra to vlogo Državni svet? Zdaj podpredsednica Državnega sveta sem bila v tistem mandatu, ki je bil okrog leta 2010. Nekoliko zanimiva zgodba čez moje oči, bila sem edina ženska takrat v Državnem svetu. V 40-članskem državnem svetu. 40-članskem državnem svetu in so me potem poselili spredaj. Tako je izgledalo. Zdaj Državni svet je seveda drugi dom slovenskega parlamenta, del zakonodajnega telesa, hkrati je pa to dom, v katerem ne potrebuješ biti član politične stranke. Nikoli nisem bila članica nobene stranke in tudi nikoli ne bom. In če nisi v politiki neposredno preko strank, praktično nimaš neposrednega vpliva in vpogleda v delo, s katerim se politika ukvarja. V Državnem svetu prideš najbližje, je to seveda manj zahtevno kot v Državnem zboru, ali pa še bolj, ker ni profesionalno delo, to je delo poleg vsega ostalega, pa vendarle imaš možnost vlaganja in zakonodajnih iniciativ, možnost se boriti pri kakšnih spremembah zakonov. Vlaganje veta poznamo vsi, Res pa je, da je v sestavi, ko smo 4 predstavniki delavcev v Državnem svetu, to nekoliko težje. Lahko si predstavljate, da s čistimi delavskimi temami v tej sestavi nikoli ne bi mogli prodeti. Lahko pa vsaj predlagamo, zbujamo pozornost, tudi to včasih šteje, opozarjamo na probleme. Recimo ravno ta teden v sredo bo seja Državnega sveta, oziroma je bila seja Državnega sveta. Bo, ja. No in na njej sem kot predlagateljica
zakonodajne iniciative za spremembo zakona o zasebnem varovanju. To je eno področje, kjer je delavce zelo težko organizirati. Na eni strani panoga, ki prinaša velike dobičke, na drugi strani pa panoga, kjer se srečujemo z zelo nizkimi osnovnimi plačami. Ideja je v ta zakon vnesti določilo, da je najnižja osnovna plača minimalna plača. To je tudi nekaj, s čimer se letos v zvezi ukvarjamo še bolj poglobljeno kot do zdaj, in morda bo tudi rezultat te dejavnosti predlog spremembe zakona o minimalni plači, kjer bi bila ta ureditev potem veljavna za vse. To je sicer proces, še bo trajalo, ampak zelo se ukvarjamo s tem. No, o vsebini bova več povedali še pozneje. Kako je danes organizirana Zveza svobodnih sindikatov? Koliko sindikatov vključuje? Kako je s članstvom? Zdaj, verjetno poslušalci vedo, da je Zveza svobodnih sindikatov nastala leta 1990 iz prejšnje Zveze sindikatov Slovenije. Ni prenašala članstva, včlanjevanje je bilo takrat na novo. Takrat smo zamenjali državo, politični red in tako naprej. Zveza je nekaj časa veljala kot zelo rdeč sindikat. Jaz sicer še zdaj ne vem, kaj je tako hudo narobe, če je sindikat rdeč, ampak bili so časi, ko to ni bilo zaželjeno. Imamo 22 sindikatov dejavnosti, različnih, od industrijskih do javnega sektorja, storitvenih. Sindikatov znotraj nas deluje tudi sindikat Mladi Plus, torej za tiste, ki še nimajo delovnega razmerja, in tudi sindikat upokojencev, za tiste, ki so svojih 40 let že oddelali, pa bi vendarle želeli biti še vedno sindikalno aktivni. Tako da pokrivamo praktično vse dejavnosti, ki jih imamo. Nažalost pa nekatere dejavnosti propadajo. Recimo sindikat tekstila je bil svoje čase zelo močan sindikat, spomnimo se podjetja, Mure na primer. Zdaj je to sindikat, ki ima majhno število članov, ker tudi zaposlenih v tej panogi ni več skoraj. In potem pač kogar prepričate, da se vključi v člani, to ima vsako podjetje potem tudi organiziran sindikat? Ne, te časi so minili, ta organiziranost je odvisna od tega, ali so v podjetju člani sindikata. Seveda vabimo vse, in vedno, da se v sindikat včlanjujejo. Prostovoljno je to članstvo. Zdaj ne bom delala EPP-ja, ampak kdor bo želel, nas bo našel na spletnih straneh ali pa po pisarnah, tudi v Velenju jo imamo. Se pravi, ste tudi teritorialno organizirani? Tako, tudi teritorialno smo organizirani. Na teritoriju in na državni ravni imamo profesionalce, v podjetju so to amaterji, pa ne mislim zdaj v slabšalnem pomenu, ampak upravljajo delo poleg rednega dela. Je pa tako, zdelo se je vsaj tam v 90-ih, da smatramo vse, kar se v življenju zgodi na področju delavskih pravic, kot samo od sebe dano in samoumevno, da bo to večno ostajalo. Jaz mislim, da po 30 letih je streznitev očitna, da je prevladalo vsaj prepričanje, da nič več ni samo od sebe dano, in sindikalno članstvo je tisto, ki pomaga, ali pri ohranjanju tistega, kar je že nekoč bilo, ali pa pri pridobivanju novih pravic. Zdaj več, ko je članstva, lažje je. Sindikati se tudi mimogrede financiramo samo s sindikalno članarino. Marsikdaj se zmotno meni, da smo del proračunskih sredstev. Nismo. Po mojem smo celo edina organizirana oblika, ki ne prejema nikakršnih državnih sredstev. Se ne prijavljate na kakšne razpise? To je drugo. Če so projekti, potem je treba te projekte seveda tudi oddelati, ampak če pogledate recimo donacije nevladnim organizacijam, izven projektov obstaja možnost financiranja. Če pogledate Cerkev, če pogledate tista društva, ki imajo koncesije, če pogledate delodajalske organizacije, ki imajo svoja pooblastila, vsi participirajo delno tudi z denarjem. Sindikati smo zgolj in samo na članarini ali pa na projektih, samo potem to pomeni, da mora eden od tistih, ki se sicer ukvarja z ljudmi, se ukvarjati s projektom. Ta pot ni najbolj učinkovita. Naša naloga je delo s članstvom, naša naloga je delo za članstvo, to se pravi pogajanja tudi na državni ravni, in s projekti se tega ne počenja. Kaj pravzaprav ima delavec od tega, da je član sindikata? Ja, zdaj se bom malo pohecala.
polovica vaših poslušalcev zdaj rekla nič, a ne? Druga polovica je rekla, jaz imam ravno toliko, pa nisem član sindikata. Resnica je seveda nekje vmes. Zdaj prva stvar, na katero pomislimo, so seveda plače. Jaz moram reči, da moj prvi pomislek ni plače. A ne? Tisto, kar bi bil moj odgovor, kaj ima varnost. A ne? Vsak od članov sindikata v situaciji, ko se zaplete in v življenju se zaplete pogosto, tudi v delovnih razmerih in na delovnem mestu, ni sam. A ne? To pomeni, da ima strokovno pomoč, ima podporo, ima solidarnost, a ne, v tistih najbolj solidarnih zgodbah tudi podporo sodelavcev, a ne, sindikalistov in tako naprej. Tako da meni je ta sistem varnosti, a ne, najbolj pomemben, pa želela bi si, da ga nikoli ne bi nihče rabil. A ne, tisto, kar sindikati počenjamo na državni ravni in je mogoče najmanjkrat vidno, a ne, je sodelovanje ali pa pogajanje za vso zakonodajo, ki se praktično sprejema in spreminja, in jaz verjamem, ne zato, ker sem v sindikatih, ampak ker to delo poznam, da bi Slovenija brez sindikatov izgledala bistveno bolj kapitalistična, kot je zdaj, pa imam v mislih kapitalizem v onih najslabših oblikah izkoriščanja zaposlenih, da smo kljub prepričanju, a ne marsikoga, uspeli ohraniti nivo, socialni nivo, a ne, delovski nivo ali pa nivo pravic na višji ravni, kot ga imajo marsikje v Evropi, a ne, treba iti kdaj pogledati tudi ven, da se v marsikateri evropski državi borijo za pravice, ki jih mi že nekaj časa imamo, a ne, mogoče, ker sem raven ženska, bom omenila porodniški dopust. Ki nam ga mnogi zavidajo. Ki nam ga mnogi zavidajo. Če malo pojezim poslušalstvo, imamo najbolj ugodne pogoje za upokojitev, a ne, kljub temu, da mislimo, da delamo zelo dolgo, delamo najmanj v Evropi. Imamo zaledje socialnih pravic, a ne, to se pravi tisto lovilno mrežo, ki ostane, kadar nekdo ostane brez zaposlitve, brez partnerja, pade v kakšen drug težek položaj. Vprašanje invalidskega področja, varnosti in zdravja pri delu. Ne. Nič od tega ni samo po sebi dano in nič od tega se ni zgodilo zato, ker imamo, ne vem, dobro politiko ali pa vodje države, ki mislijo na ljudi, ali pa delodajalce, ki imajo podjetje izključno zato, da imajo delavci dobre plače, a ne. Še eno področje so kolektivne pogodbe, brez sindikatov ni kolektivnih pogodb, zveza jih sklepa 28, ker so različne dejavnosti. V kolektivnih pogodbah so standardi višji od zakonskih standardov, recimo, a ne, če ste zaposleni v dejavnosti ali pa če ste prekarc, jaz upam, da ta beseda se je na žalost že toliko razpasla, da večina ve, kaj pomeni. A ne, tam ni dopusta več, kot ga določa zakon, če dopust sploh je. A ne. Če ste zaposleni v panogi, ki ima dobro kolektivno pogodbo, je ta dopust lahko tudi med 30 in 35 dni. Naprimer, ne, v kolektivnih pogodbah so še regresi, odpravnine, jubilejne nagrade, potem so tukaj izobraževanja, so pa seveda tudi plače. Teh se je vsem treba dotakniti. Vse, kar je nad minimalno plačo, je spogajanje s kolektivnimi pogodbami in tudi pri minimalni plači imamo sindikati zelo veliko ali pa zelo glasno besedo, ne, to pa lahko spremljate vsako leto, tam nekje decembra se začne, ne, ta koreografija okrog minimalne plače. Zadnje 3-4 leta je bila še posebej glasna, ker se je spremenila definicija. Ne. Ampak vse to, a ne, se ne dogaja samo od sebe, v to je vloženo ogromno dela. A ne, recimo v tem trenutku tečejo precej široke razprave okrog davčne reforme, okrog zdravstvene reforme, okrog pokojninske reforme. Vsi smo poslušali o štempljanju, ki ga je polovica narobe razumela in tako naprej. Pri vsem tem v bistvu sodelujemo, nismo odločevalci, skušamo pa preprečevati stvari, ki bi bile ljudem pa res v škodo. Kakšna je razlika, slišimo reprezentativni sindikat pa sindikat?
v številu članstva. Reprezentativni mora izpolnjevati pogoje po zakonu o reprezentativnosti. Število članstva je tisto v panogi ali na ravni države. Če tega števila ne izpolnjuje, potem ni reprezentativen. In če je reprezentativen, potem se morajo tako ministrstva na državni ravni ali vlada, na podjetniški pa delodajalci z njim pogovarjati. Če pa ni reprezentativen, se pa z njimi ni treba ukvarjati. Poznamo stara državna družbena podjetja in potem nov sistem, nova podjetja. Ali so tudi ta nova podjetja, mogoče manjša, srednje velika, morajo pustiti delovanje sindikata seveda in organiziranje, ampak v resnici, ali so tudi tam sindikati aktivni? Zdaj v Sloveniji imamo zelo malo še zelo velikih podjetij. Tukaj imate seveda Gorenje, ki je vendarle skozi zgodovino ostalo in se ohranilo tudi v precejšnjem številu zaposlenih. Večina teh sistemov, ki smo jih poznali prej, so razpadli. Pa je kazalo tudi tu zelo slabo. Je kazalo zelo slabo, pa se je potem preobrnilo na srečo, pa ne tako dolgo nazaj pravzaprav se je to dogajalo. Zdaj, večina ostalih podjetij je res razpadla na manjše. Moram pa reči, da kjer so bila prej podjetja, tudi če so se zdaj razdelila pa zmanjšala, je ta tradicija sindikalnega organiziranja mnogo močnejša od novo nastalih podjetij. Tudi če je podjetje večje, je lažje organizirati sindikat. V majhnih podjetjih je to izjemno težko. Če je zaposlenih 5 delavcev, verjemite mi, da nihče noče biti sindikalist. Niti nima kritja, in točno se ve, kdo je tisti, ki opozarja na kaj, tudi če ga poskušamo zaščititi na način, da ni neposredno vpleten, to se pravi, da se od zunaj vključujemo. Tako da pri nas se članstvo veča tudi s položnicami, mi rečemo, to je individualno članstvo. Marsikdo ne želi v podjetju, da delodajalec ve, da je vključen v sindikat. To ni ovira, da se v sindikat ne bi mogel vključiti. Imamo tudi zelo direktne prepovedi vključevanja v sindikate, ker nekaj delodajalcev, kjer ti na razgovoru povejo, da to ni zaželeno, ali pa pri napredovanju. Pogosto se nam zgodi, da nekdo napreduje, rečva na vodjo kadrovske službe, pa mu povejo, da ja, ampak to ni več združljivo s članstvom v sindikatu. Nedokazljivo, teh ljudi ne moramo pripeljati pred sodišče. Se pravi, ni pa zakonito tak sistem, ni dovoljen. Ni dovoljen, to v bistvu je protiustaven, to je kršitev človekovih pravic, gre za diskriminacijo, ampak vam povem, da še nisem, pa poznam ljudi, ker povejo, nisem uspela najti načina, kako bi brez, da se tega človeka izpostavi, to človek javno izpostavil. Povemo že, sam se veste, kako je, če so splošne stvari, to ne moreš nikjer prijeti. Se pa to dogaja vedno bolj pogosto. In popustilo je tisto razumevanje z 90-ih, da je sindikat pač nekaj, kar je v družbi in da obstaja tako naprej. Sindikati niso zaželeni v družbi. Velja nekako tako, da tudi so ali lenuhi, slabi delavci ali kaj takega? Glejte, pri nas imamo enako povprečje ali pa razporeditev ljudi, kot pa obrva na drugo stran pri direktorjih. Tudi tam imate zelo sposobne, zelo korektne, imate pa zelo agresivne ali pa celo lenuhe, pa nesposobne že. In v vsaki populaciji, v vsakem poklicu je podobno. Tudi pri nas se kdaj zgodi, da se v sindikalizem zateče kdo s kakšnimi zelo osebnimi ambicijami, ampak na drugi strani imamo pa ogromno ljudi, ki brez kakšnih osebnih ambicij vsakodnevno pravzaprav poslušajo na eni strani nezadovoljne ljudi, na drugi strani so deležni pa pritiskov uprave in so nekje vmes, brez da bi imeli kakšne zelo velike mehanizme to spremeniti. Jaz mislim, da je veliko več teh entuzijastov, ki delajo to za lastno dobro voljo, kot pa teh, rečemo, povzpetnikov, ki jih najdete pa seveda povsod. Ali se tudi danes lahko ustanovi sindikat, recimo? Seveda, tudi ustanavljajo se. Mi imamo tako 2 ali pa
2 ali pa 3 nove sindikalne podružnice, mi temu rečemo, v podjetjih. Zelo pogosto celo tam, kjer so včasih bili, pa so potem, ker jih ne rabijo, izstopili sindikata, zdaj pa ugotavljajo, da mogoče pa vse ni narobe biti organiziran. Treba je poiskati stik z nami, in znamo voditi potem čez postopek, kako se to naredi. Nič prav pretirano težkega to ni, razen pripravljenosti ljudje, da to naredijo. In rekli ste, da vendarle ni tako, kot rečejo nekateri, da danes v Sloveniji delavci imajo pravice in da sindikati niso potrebni, da so drugi vzvodi, če je kaj narobe. No, jaz drugih vzvodov sicer, dobro, bi se spomnila kakšnega, v primeru kršitve pravic so to zagotovo odvetniki. Tako da vsak, ki ni član, seveda ima vedno opcijo, kadar se mu kršitev zgodi, stopiti najprej do delodajalca, pa mu povedati, kaj se je zgodilo, stopiti do inšpekcije, prijaviti kršitev, iti do odvetnika, vložiti tožbo. To so seveda povsem legitimne možnosti, jih pa zelo malo poznam. Odvetniki še pridejo v poštev ponavadi po prenehanju delovnega razmerja. Takrat je manj bojazni, kaj se bo zgodilo. In ravno to sem hotela v začetku reči, oziroma povedati, ko si organiziran v sindikat, ni treba tebi. Ni treba tebi do direktorja pa povedati, lejte, v naši proizvodni se pa dogaja to pa to, kršijo nam te pravice, zahtevamo se nam to popravi. Zato je sindikat, da v imenu vseh stopi do direktorja, navadno tudi kaj več vemo o teh stvarih, mogoče znamo pristopiti temu tudi s pogajanji ali pa s predlogi. In jaz se bojim, da bo to razumevanje, sej itak imamo druge mehanizme, pa ne vsak poslušalec zdaj premisli, kateri pa res to so, pripeljalo do tega, da bo vedno manj sindikatov, in ko bo vedno manj sindikatov, potem imamo rezultat že zdaj znan. Prekarnost je odgovor na neorganiziranost. Jaz ne poznam prekarnih delavcev, ki bi bili s svojim položajem zadovoljni. Nasprotno so izkoriščani, delajo bistveno več, kot delajo ljudje, ki so sicer na nek način zaščiteni z delovno-pravno zakonodajo, njihova plačila so bistveno nižja. Kaj se bo zgodilo s pokojninami ali pa s kakšno bolniško, če se slučajno zgodi, ne bi rada niti špekulirala. Težko se organizirajo, sami so, in sami nimajo proti denarju nobene moči. To pa vsi vemo. Sicer pa, če govoriva samo o delovni pravni zakonodaji, kakšna je v Sloveniji? Dobra. Zakonodaja je dobra, za moje pojmovanje nekoliko prezapletena. Fajn bi bilo, če bi zakonodaja bila taka, da jo res razumemo vsi, pa da zato ne rabiš odvetniške prakse. Žal jo premalo poznamo. Se mi zdi, da polovico pravic niti poprečen delavec ne ve, da jih ima. Večkrat je pa problem pri izvajanju. To se pravi, dokler na drugi strani delodajalci izvaja to zakonodajo, je vse v redu in smo več ali manj zadovoljni, ko jo pa ne izvaja, pa prvič ni prijav, drugič ni nadzora, inšpekcijskih služb imamo premalo. To opozarjamo že vrsto let, da je inšpektorjev na delovnih razmerjih, mislim, da okrog 50 pravnih subjektov pa 300 000. Mislim, da sem ravno zanč preračunavala, da na enega inšpektorja pride 4500 podjetij. Nemogoče je tukaj kontrolirati. Imeli smo recimo zelo lep primer pri regresu za letni dopust. Kakšnih 5-6 let nazaj se je marsikdaj zgodilo, da so zlasti manjši delodajalci rekli, se meni treba dati regresa, zakaj pa? To je za državna podjetja ali pa za ta velika podjetja, meni to ni treba. Inšpekcija je potem 3 leta delala nadzore, ciljane nadzore pri vseh delodajalcih samo na regres, in zdaj le redko zasledite delodajalca, ki regresa ne daje. Teh področij je še veliko. Eno že omenjeno plače. Jaz nisem prepričana, da vsak, ki plačo dobi, pa misli, da je z njo vse v redu, da res dobi tako, kot bi jo moral. Mnogi sploh ne beremo pravzaprav, ne? Še ne vem, če znamo vsi.
Jaz vidim marsikero plačilno listo, pa vam povem, da so včasih take, da se lahko potopiš vanjo, pa razglabljaš, pa mogoče uganeš, kaj je pesnik mislil, ampak na koncu pa še vedno nisi prepričan, ali ta posameznik dobi tako plačilo, kot je treba. Napake so recimo pri nadomestilih zelo pogoste. Napake so pri zneskih za prehrano in prevoze. Napake so jubilejna nagrada. Kdo ve, koliko ljudi je bilo do nje upravičeno, pa niti ne ve, da so bili solidarnostne pomoči in tako naprej. Mi imamo v zvezi vsako leto dan odprtih vrat, tudi letos maja ga bomo imeli, ukvarjali se bomo tematsko s pogodbami o zaposlitvi. Mogoče lahko izrabim priložnost, takrat lahko pride vsak, to se pravi tudi tisti, ki ni člani, nič ne prispeva k temu, ampak lahko pride svojo pogodbo o zaposlitvi, pa bo dobil obrazložitev, kaj v njej piše in ali je sploh pravilno sklenjena ali ni. Tako da, če bi imeli res natančen nadzor nad vsem, sem jaz prepričana, da bi bile plače pri nas drugačne, višje, predvsem bi bilo pa bistveno več reda. Se mora delovni inšpektor najaviti? Ne. Delovni inšpektor se ne rabi najaviti, običajno sicer to naredijo zaradi tega, da se jim pripravi dokumentacija, kar tudi ni nujno. Drugače so pa najbolj učinkoviti nenajavljeni ogledi, to si lahko predstavljate. Tudi inšpekcija ima tudi možnost narediti te preglede v kombinaciji z drugimi organi, recimo s policijo, s tržno inšpekcijo in tako naprej. Te so pa najbolj učinkoviti, ne poslužujejo se vedno, ampak kadar res skušajo preprečiti ali pa ugotoviti kakšno stanje, naprimer nezakonito zaposlovanje tujcev. To je eno tako področje, ko praktično, če pridejo napovedano, tam ni nikogar. Če pa zjutraj ob 6 s policijo zaprejo vse izhode, potem je pa nekoliko drugače. Tudi to delajo. Ampak še enkrat, premalo jih je, da bi to delali lahko na tak način, da bi bil preventiven, da bi vsi drugi vedeli, ne delaj tega, tole je lahko drago, lahko me zaprejo, ne splača se. To manjka. No, o tujcih še bova govorili. Velikokrat slišimo pogajanje, dialog, ekonomsko-socialni svet. Kaj je pravzaprav ta znameniti ekonomsko-socialni svet? Največ se je o njem govorilo takrat, ko ni delal. In ena taka situacija je bila v času covida. Takrat je prišlo tudi do izstopa sindikatov iz ESS-ja. V bistvu je to eno tako veliko pogajalsko telo, v katerem sedimo predstavniki sindikatov, delodajalcev in vlade in smo enakopravni partner. In ta organ daje največje rezultate takrat, ko se v njem nič ne sliši. Takrat pomeni, da razprave znotraj tečejo, da pogajanja znotraj tečejo, da se na koncu tudi dogovorimo, ker če nič od tega ne funkcionira, potem smo glasni, ali eden, ali drug, ali tretji in ste vi pozorni na to. Drugače je to organ, ki ni zakonski, to je bilo, mislim, da leta 95 ali 96, ena od rešitev zaradi prekomernih protestov in stavk. Takrat je praktično bil je tudi čas preobrazbe Slovenije ekonomsko, težave je bilo zelo veliko in izkazalo se je, da lahko sicer vsak dan stavkamo, samo iz tega kaj veliko ni. Treba se na koncu po vsaki bitki vedno usesti in pogovoriti. No in takrat je nastala ideja, da mogoče bi pa naredili en tak organ, kjer se pa o stvarih pogovarja z ambicijo, da se tudi pogovarja ne samo, ali bomo imeli regres za prehrano letos 7,96 evra ali 8, ampak v tem, ki Slovenijo vidimo čez 10 let in kako bomo do tja prišli. Tole nam sicer ne gre najboljše, ampak celi državi na dolgi rok ne znamo. Ne smo nekako od mandata do mandata vsakokratne vlade. Skratka, mogoče, če lahko na primeru pokojninske zakonodaje. V državi, kjer ne deluje ekonomsko-socialni svet, predlog pripravi vlada, gre v parlament, potem pa druge deležnike poslušajo, kolikor jih pač poslušajo. Politika se odloči, kako to bo. Ostala javnost
zlasti tudi sindikati imajo možnost organiziranja protestnih shodov. Se spomnite Francije, kakšno je bilo, a ne? Ampak tam postopek je tak, a ne? Pri nas, preden zakon nastane, so vključeni socialni partnerji, se temu reče, to se pravi člani ESS-ja. Že preden pride na vlado, skušamo povedati, kje ja, kje ne, kje sploh ne, a ne? Vlada je še seveda predlagatelj tega zakona in ko ga sprejme vlada, pride uradno na ekonomsko-socialni svet, ustanovi se pogajalska skupina in tam se v pogajanjih dorečejo najbolj problematične določbe. Si lahko predstavljate, a ne, da se največ pogovarjamo, koliko časa bomo delali, pa koliko bomo stari, ko bomo šli v penzijo. A ne. In če je dosežen dogovor, je to super. A ne. Potem ta dogovor upošteva tudi vlada. Kadar ni doseženega dogovora, še vedno vlada odloči. A ne. Ampak vmes je kopico pogovorov, izmenjave mnenj, tudi prepričamo en drugega včasih, da je kaj pametno ali pa kaj ni pametno in včasih se tudi sporazumemo o tem, kako naj bi bilo pametno. A ne? In takrat ta zakonodaja nima nobenih travm v sprejemanju, a ne? Ni nobenih protestnih shodov, ni nobenih velikih debat v parlamentu, običajno za nabiranje političnih točk. A ne? Tako da naj bi bil to tak organiziran, strukturiran dialog v popuščanju, iskanju kompromisov. To je hočemo nočemo za družbo dober. Za družbo ni v redu, če smo ves čas na okopih in streljamo en v drugega. Za družbo je v redu, če se kakšno stvar povsem lahko zmenimo. Jaz vem, da je včasih fajn, če smo glasni in jezni, ampak na koncu ni rezultat, da si jezen, na koncu je rezultat, da si zadovoljen. Kaj zdaj trenutno deluje ta dialog ali ne? Nazadnje so izstopili delodajalci, tako da zdaj se ves čas smo v gibanju k temu, da naj bi začel delovati. Upam, da bo pokojninska reforma ta, ki se zdaj pripravlja, vendarle pripeljala tudi delodajalce nazaj. Ampak težko nam gre. Tako kot se veste, dialog na splošno gre težko. Monologi grejo bistveno hitrejši. Kakšno je morda sodelovanje s političnimi strankami ali pa drugimi nevladnimi organizacijami? Ja, zdaj s političnimi strankami sodelujemo, ko se temu reče, po programu. Zagotovo so sindikatom bližje leve stranke in tudi njihova tematika je leva. Desne stranke ne predlagajo višje minimalne plače običajno nikoli ali pa kakšnega izboljšanja delavskih pravic tudi ne. To so bolj gospodarske stranke, bolj na kapital ciljajo. Je pa res, da če bi katerakoli stranka, prinesla zakonodajo, ki bi izboljšala pravice delavcev, sindikati s tem nimamo nobene ovire. Skratka, od programsko, od primera do primera, z nobeno stranko blesteče, s kakšno pa hudo slabo, ampak pustiva to. Kar pa se tiče nevladnih organizacij, tukaj se nekako povečuje sodelovanje, blogajo manj, mogoče tudi zato, ker so bile nevladne organizacije zelo parcialne. Sindikati, prej sem naštevala, s čim se vse ukvarjamo. Nevladne organizacije so vsem bolj specializirane. Ukvarjajo se z enim področjem običajno, ne z vsem, ampak z enim področjem, kaj jaz vem. Se spomnite kakšne nevladne organizacije? Inštitut 8. marec. Ta je široka. Ta je široka. Tale že marsikaj, ampak recimo kakšna ekokrog, pa vzemiva, ta je zelo znana, ampak njihove so okoljske teme. Njihove teme niso še pokojninska zakonodaja, pa zaščita invalidov, pa varnost pri zdravju pri delu že malo povezano mogoče. In mi bi lahko z njimi sodelovali v tem delu, to se pravi z okoljskimi temami, je pa to nekaj, kjer sindikati nismo ravno najbolj aktivni, poskušamo sicer, ampak je vsega ostalega toliko, da ne moramo še to. Tako da v bistvu tudi z nevladnimi organizacijami, kadar so teme zelo podobne, se znamo tudi združiti. Zdaj recimo v okviru zveze imamo Komisijo za enake možnosti, ne samo za ženska vprašanja, za enake možnosti. Je pa res, da gremo zdaj v kampanjo skupaj z vsemi nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z ženskimi vprašanji,
na temo prepovedi splava. Recimo, to je nekaj takega, kar nas lahko tudi združuje. Ni čisto sindikalna tema, je pa pomembna za ženski del. Kaj pa zdaj to? Zakaj pa sindikati? Zato, ker imamo, se pravim, v okviru zveze tudi komisijo za enake možnosti, ki si prizadeva tudi na teh področjih. To se pravi žensk. Naša glavna tema je sicer plačna vrzel, ampak tudi problematika splava je zelo žensko vprašanje. In tukaj nismo mi nosilci te aktivnosti, bomo pa skupaj z ostalimi nevladniki, ki se s tem ukvarjajo, tudi sodelovali. Zdaj ta vrzel še vedno obstaja, eni reče, se tega ni. Ja, tole je tako zanimiva tema. Tudi jaz moram reči, da veliko moških kolegov sindikalistov prvi odgovor je ta, dajte nehati, se pa ni. Mogoče jo ni, če gledava konkreten poklic. Ne vem, novinarji v tej hiši približno veste, kakšno imate plačo, in verjetno imate enako plačo vsi. In tukaj nimamo težav. V Sloveniji v podjetju ne zaposlijo, ne vem, ekonomista za eno plačo, ekonomistko pa za drugo, vsaj praviloma ne. Nastajajo pa razlike potem, v času trajanja delovnega razmerja. Končni dokaz imamo v nizkih pokojninah žensk. Kaj se dogaja vmes? Ženske bolj pogosto hodimo na porodniško, bolj pogosto hodimo v bolniško, zato se nas manjkrat napoti na dodatna izobraževanja, imamo manj možnosti za napredovanje, pa še nekoliko, tudi ženske, večina nas, smo raje mogoče kdaj v ozadju kot pa spredaj. Tudi mene so porinili spredaj, jaz bi bila tudi rajš v preteklosti zadaj. In iz vsega tega, iz vseh teh priložnosti in nemožnosti, pa še mogoče doma večkrat ostanejo ženske kot moški, na koncu pride rezultat različnega plačila. To se pravi, dva, ki sta začela enako, končala ne bosta enako in praviloma je tista, ki je slabša ženska. To je dokazljivo, tudi pri nas smo po podjetjih naredili nekaj analiz in se je pokazalo, da je to absolutno res. In zato vsa ta prizadevanja v posrednih ukrepih, zato da se moške spodbudi, da ostanejo malo več za otroci, spremembe v porodniškem, očetovskem dopustu, recimo v lanskem letu, ko v bistvu moški ima pravico, ki jo pa ne more prenesti. Čim jo lahko prenese na žensko spet. Skratka, situacija se zboljšuje, ampak na tem področju je treba še kar nekaj pravijo, da če bomo šli s tem tempom, jih bomo ujeli čez 200 let. Dobro. Katere so najpogostejše kršitve zdaj ta čas, če rečeva? Ja, zdaj eno je, kaj zaznavamo kot kršitev, drugo pa so kršitve. In tisto, na kar smo najbolj občutljivi, so še vedno odpusti. To je taka boleča situacija, kjer smo tudi sami pripravljeni veliko narediti. Prej sem omenila izplačila. Jaz mislim, da je tega še bistveno več, kot se zavedamo. Mi smo v lanskem letu na dnevu odprtih vrat pregledovali plačilne liste, vsak ta tretji je imel napačen obračun plače in to so lahko razlike na letni ravni tudi 700-800 evrov ali več. Zelo pogosto je kršitev delovnega časa. Prej sem omenila štempljanje. Izraz štempljanje jaz tako malo z grenkobo povem, zato ker so vsaj delodajalci uspeli plasirati v prostor nekaj brezvezega. Zdaj se bomo pa v tej sodobnem času pa štempljali. Mislim, kaj jim pride na misel, pa presneta država, pa more vse urediti na takle način, pa imamo samo delo, pa imamo stroške, skratka. Temu pravite vi spin v medijih, ko plasiraš eno novico, ki sploh ni resnična, zato da ljudi spravaš na drugo sled. Kaj je bil razlog za spremembo zakona? Ta, da ljudje delajo več kot 40 ur, čisto enostavno. In nadzor nad tem, kdo dela več kot 40 ur, to je delovnik po zakonu o delovnih razmerjih, ni bil mogoč. In praviloma se je izkazalo, da delajo 40 ur, več kot 40 ur tisti, ki so bili najbolj glasni pri obsojanju štempljanja. Jaz zdaj ne bom rekla, kdo je bil najbolj glasen, se si vsak lahko predstavlja.
In imeli smo cela področja, kjer je inšpekcija 10 let opozarjala na to, da ko pride v podjetje, nima kaj vzeti v roke. Ni evidenc, tudi napisanih na roko ne, se nahajajo nekje in takrat, ko so od nekje prišle, so bile že vzorno izpopolnjene, da ne morejo vedeti, koliko časa človek sploh je na delu, če za vsak dan piše 8 ur. Ne piše pa, kdaj je prišel, pa kdaj je šel. In to je tudi bistvena sprememba v zakonu. In da praktično lahko ugibajo, ali pa tako ugotovijo na roke ali pa z opazovanjem, da so ljudje recimo na gradbiščih v službi cele dneve, ne po 8, po 12 ur, pa brez sobot, pa brez nedeljkov, pa vzamejo v roke evidenco delovnega časa, pa tak delavec delal 40 ur. In cilj tega zakona je bil preprečiti v bistvu ali pa nadzorovati, da se delo res opravlja toliko časa, kot v tej državi naj bi teklo. Se je seveda pa ugotovilo v tem obdobju, da ne poznamo zakona o delovnih razmerjih, problem teh evidenc ali pa zelo glasnih nasprotovanj evidence sploh ni bil zakon, ampak zakon o evidencah, ampak zakon o delovnih razmerjih, da tega ne poznamo, pa ga imamo že 30 let. Da ne vemo, da morajo obstajati odmori, prekinitve med delovnikom in tako naprej. Ta zakon je še vedno v fazi priprav na spremembe, zdaj ali bo do tega prišlo ali ne, ne vem. Mislim, da se je tudi nekoliko umirilo vse skupaj. Imamo seveda poklice, kjer to ni smiselno, ampak ali pa je mogoče manj smiselno, ali pa so drugačni poklici, se spreminjajo, definitivno, ampak to ni vprašanje evidenc dela, to je vprašanje zakona o delovnih razmerjih. No, veliko je kadrovskih agencij, veliko je teh agencijskih delavcev, nekateri delodajalci bi jih najrajše imeli samo takšne. Kaj vi ugotavljate? Takšni niso sindikalno organizirani? So tudi. So tudi. Posebej v teh večjih podjetjih, kjer obstaja kombinacija redno zaposlenih in so redno zaposleni sindikalno organizirani, sindikalno organiziramo tudi agencijske delavce. Ampak v teh podjetjih ima kdo priti prašati agencijskega delavca, če bi član bil. Agencije so nekaj, kar se je razmahnilo ne samo v Sloveniji. Tole je problem cele Evrope praktično. Na eni strani ne delajo več tega, kar je bil njihov namen. Agencija je v bistvu pomoč pri začasnem povečanju obsega dela, ali pa pri kakšnih nihajih v proizvodnji. Ne vem, če bi bila tovarna kolesa, ki kolesa dela januarja, pa februarja, julija pa ne. Ta manko v glavni sezoni naj bi nadomeščali agencijski delavci. Poznam to teorijo, najlažje je imeti samo agencijske delavce. Mogoče pojasnilo za poslušalce, zakaj? Zato, ker delodajalec z njimi nima nikakršnega opravka. Če ima človeka redno zaposlenega, pa če jih je več, če rabi kadrovsko službo, mora skrbeti za njega, nadomeščati ga mora v času bolniške, porodniške, dopusta, odpovedati mu mora delovno razmerje s postopki seveda. Treba mu je dati odpravnino, kadar gre, jubilejno nagrado, mogoče ob upokojitvi, a ne tudi odpravnino. Za agencijskimi delavci tega dela ni. Pogodba je sklenjena z agencijo, če s človekom niso zadovoljni, to uredi agencija. Če človeka ne rabijo, to uredi agencija. In te ljudje so odtujeni, v bistvu so, res je, težje jih je sindikalno organizirati, čeprav so. Poznam pa tudi obratne trende. Ti delavci so lahko tudi bistveno manj zanesljivi. Ne zanima jih toliko kvaliteta, niso pripadni podjetju, z lahkoto grejo drugam, če se jim plača več. To pa tudi ni vedno interes delodajalca, da skrbi za to, da mora vedno znova privajati nove delavce. In tudi vsi poklici niso taki, da delavec pride z agencije, prvi dan zna delati in gre naprej. Vendarle je treba v človeka nekaj vložiti, da to zna. Tako da obstaja neka taka mešanica enega in drugega. Bolj skrbi nekaj drugega, kar se mi pa zdi, da sploh ne zaznamo.
Namreč agencije so v Sloveniji zakonsko dobro urejene. Celo zgled smo na nek način za ureditev v Evropi. Njihove pravice so enake, kot so pravice zaposlenih. To se pravi, če zaposleni dobijo božičnico, pripada tudi agencijskim delavcem, naprimer. Ker je to ratalo spet preveč urejeno, smo se začeli posluževati izvajalcev storitev. To je pa nekaj drugega. Vi imate podjetja, ki izgledajo kot podjetje. Eno, pa zdaj zgolj in samo zaradi primera, da ne bo res kdo narobe razumel, bom uporabila Gorenje, ker ga v tem okolišu vsi poznate. Predstavljamo si, kako podjetje izgleda. Pridete noter, so oddelki, kjer ljudje delajo različne stvari, različne aparate. Obstajajo podjetja, ko znotraj organizacijsko to sploh ni eno podjetje. Ampak eno podjetje dela na tekočem traku, eno podjetje dela v skladišču, eno podjetje dela sestavljanje, eno podjetje dela, dobava teh sestavnih delov in tako naprej. In znotraj tega podjetja je vsak, ki tam dela svoje podjetje. Skratka, to pa niso več delovna razmerja. To so pa storitve. Podjetje s podjetjem. In delavci običajno v teh izvajalcih storitev na koncu nima nikakršnih pravic več. V Luki Koper smo imeli en tak model, tam se je zdelo, da samo Luka Koper to dela, potem se je pa izkazalo, da je to marsikje. Imate frizerske salone, ki ni frizerski salon, Lidija, ampak je znotraj vsak frizer svoj SP. Samo prostor je isti. Tega SP-jevstva je tudi zelo veliko. Vedno več. Tudi v naši branži, če hočeš delati, pa ne mislim zdaj na VTV, da ne bo kdo narobe razumel, ampak vendarle tudi, če hočeš delati recimo na radio ustanovi, odpri SP, pa boš lahko, ne? To je zato, ker potem praktično tisti, ki bi moral biti delodajalec, s takim človekom nima nikakršnih obveznosti. Damo tistih 500 evrov na mesec, od tega SP-jevca, je pa njegov problem zdaj, ali zasluži kaj več, ali bo plačal prispevke ali ne, ali bo lahko v bolniški ali ne. Skratka, te prisilni SP-ji, mi take oblike imenujemo prisilni, zato ker se ni človek sam odločil, da bo to delal. Tisti, ki sam misli, da je fajn imeti SP, da je s tem svoboden, sam zase dela, s tem ni nikakršne težave, ampak SP-ji so na en način postali prisila, zato da so za delodajalce cenejši, ljudje pa bolj izkoriščeni. Imamo pa na drugi strani SP-je, ki pa to uporabljajo za davčno optimizacijo. In jaz sem ravno zadnjič gledala podatke, v 2 letih se je število SP-jev, kjer je zaslužek 100 000 evrov na letni ravni, to zdaj ni tisto, kar smo midve prej govorile, povečal za 231% in SP-jev raznih imamo že okrog 150 000 v Sloveniji, kar pomeni alarm. Mi več ne bomo imeli delavcev v rednem delovnem razmerju, če bo šlo vse v SP, tam so pa davki drugi, prispevki drugi. Nam pade pokojninski sistem, zdravstveni sistem in še kaj. Tako da to je eno tako zelo zahtevno področje. V zvezi z SP-ji, morda ko se sindikati zavzemate za višjo minimalno plačo, potem pa so vezani vsi prispevki, pa vse, zdi se, da je vse vezano na to minimalno plačo in potem recimo tudi SP-ji večje prispevke plačajo tudi drugje in na nek način neko nezadovoljstvo potem nastane. Zdaj, tako bom rekla, mi velikrat pojmujemo davke in prispevke skozi lastne izkušnje. Ne bom rekla, da se davkov in prispevkov ne da uporabljati boljš, kot jih uporablja država, ali pa recimo temu tako, da je vse optimalno uporabljeno. Ampak mi davke in prispevke zbiramo zato, da imamo skupne storitve. Zato, da imamo pokojninski sistem, zato, da imamo zdravstveni sistem, zato, da nam funkcionirajo šolstvo, zdravstvo, vzgoja, policija, če hočete, pa vojska, pa marsikaj še drugega. Zato plačujemo davke in prispevke. Več, ko jih plačujemo, več imamo socialnih pravic. Manj, ko jih plačujemo,
bolj revna je ta socialna država. In to, da imamo na izbiri, zdaj pa, ne, če gledamo z vidika enakosti, imamo skupine ljudi, ki ne morejo drugačnih davkov plačevati. Zaposlen v Gorenju ne more zbirati, kakšen davek bo plačal. Ne. Na drugi strani imamo pa skupine ljudi, ki to lahko delajo. Če je to problem prekarcev, še enkrat, potem je treba odpraviti to prekarnost, ne zmanjšati davke, odpraviti je treba prekarnost. Če je pa razlog za to optimiziranje, se pravi samo postrežna, eni imajo možnost. A veste, odvetnik ima možnost pogledati, kot kaj bo deloval, kakšno plačo bo imel, in koliko bo plačeval prispevkov in davkov. Pa ne samo odvetnik, eno vrsto skupino ljudi imate, prej sem rekla, številko 140 000, ki si tole lahko zberejo. Oni si lahko zberejo, da bojo najmanj plačevali davkov in prispevkov, na koncu, ko bojo šli v penzijo, bojo pa midve, ki redno plačujejo davke in prispevke iz računa solidarnosti, nima doplačevale zraven. To ni v redu. In v bistvu s tem se ne ukvarjamo, sindikati ne moremo, če bi znali, bi že naredili, no, tako bi rekli, pa če bi znala kakšna vlada, bi tudi. Ampak tukaj noter je sigurno eno področje, ki ga je treba popraviti, ni pa popularno, vedno se najdejo skupine, ki so proti, to smo pa najhitrejši. Mogoče, da omeniva na tem mestu še direktivo o platformnem delu, ki je bila sprejeta oziroma se sprejema v Evropskem parlamentu in takih delavcev je skoraj 28 milijonov v Evropski uniji, pravijo podatki, zakaj pravzaprav gre, čisto na kratko? Verjetno tudi vi poznate ljudi, ki vozijo z takimi velikimi škatlami na hrbtu prehrano od doma do doma. Oni so v bistvu v odnosu z platformo. Platforma ni delodajalec, to je neka oblika, ki omogoča delo takim delavcem. Ti delavci niso v delovnem razmerju in iz tega naslova, kar oni počenjajo, nimajo nobenih pravic kot delavci. Zdaj pa recimo dostavljalci hrane so taki, ki jih najbolj poznamo. To je postal na nek način poklic, je pa tisti, ki to opravlja, v celoti odgovoren sam zase. Če se njemu zgodi nesreča, njegov bolniški stalež ni bolniški stalež delodajalca, ne bo ga platforma pokrila. Nadomestilo, ne vem, za porodniško, če hočete, za poškodbo pri delu, za dopuste in tako naprej. Nič od tega nimajo. In 10 let nazaj, to jih nam prišlo z zamikom, razvilo se je zelo v covidu, pa niso samo to platforme, jih je še veliko, ne samo dostavljalci, so se začele v bistvu ta prizadevanja, da se platformo pripozna kot delodajalca. To se pravi, ne samo, da ima korist od tega raznašalca, mora imeti do njega tudi neke obveznosti. In to je na evropskem nivoju zdaj v bistvu začetek urejanja tega področja. Recimo platforme imate pri čiščenju, vi naročite čiščenje, pa vam nekdo pride počistiti, vi mislite, da je to, ne vem, gospa, ki je čistilka pri tem čistilnem servisu, ne, ta čistilni servis je samo administracija. Gospa je pa SP, tisto, kar sva govorili prej. In nima nikakršne pravice z tega naslova do platforme. Tudi zaradi poklicnih bolezni je bilo veliko besed razprav, kako je zdaj to. Mnoge bolezni niso pripoznane kot poklicne bolezni. Ja, Slovenija je, nekaj nam je za priznati. Smo specialisti pri kakršnikoli spremembi. Smo takoj proti in zelo težko znamo pa povedati, zakaj pa smo. Poklicne bolezni se 30 let niso ugotavljale, zato ker smo imeli pravilnik, ki je v bistvu nalagal začetek in vodenje delodajalcu. Delodajalec je bil tisti, ki je rekel, pri meni se pa nekaj dogaja, a lahko prosim pogledate, če ljudje obolevajo zaradi raka, zaradi nečesa pri meni, in potem, ko bi eventualno kdo to ugotovil, bi mu naložil, da mora odpraviti stvari, ki so narobe, da mora plačati kakšno odškodnino, ali pa da sploh ne sme tega upravljati in še celoten postopek je moral delodajalec plačati. Tega ni delal nihče. Zveza je 2 leti nazaj vložila tožbo na Mednarodni organizaciji dela zaradi kršitve konvencije
zato da smo sploh prišli do pogajanj za začetek za nov pravilnik. In takrat, ko je mednarodna organizacija v to vstopila, povedala državi, da krši konvencijo in da dala rok za ureditev in povedala, koliko bo to stalo, če ne bomo naredili, smo pa naredili. Ne? Po novem je postopek drugačen. Mi spodbujamo zaposlene, da če ugotavljajo, da sami obolevajo za nečim, kar bi lahko bila poklicna bolezen, ni nujno, da je, a ne? Recimo, ne vem, kakšne izpuščaji ali pa tudi tele hrbteničarji, a ne? Recimo raki, ki se pojavljajo po upokojitvi, naprimer, tudi tega smo imeli veliko, da pri svojem zdravniku povejo, ne, da obstaja sum, zdaj zdravnik začenja postopek, opravi presojo strokovna skupina, delodajalec tukaj tudi pritožbe nima pravico, ni cilj odškodnina, cilj je, da se odpravijo te razlogi, zato da bojo ljudje zdravi šli tudi v pokoj in da naslednje generacije za takimi boleznimi ne bodo obolevale. Če se bova čez 10 let pogovarjali, pa najbrž se ne bova ravno o tem, a ne, potem bova ugotovili, da je poklicnih bolezni bistveno več, kot pa jih je bilo 10 let nazaj. Treba je pa začeti. A ne. Zanimivo je, tudi sindikati zagovarjate skrajšanje 40-urnega delovnika? Ja, 100 let ga imamo. Ne? In jaz mislim, da po naravi stvari bi morali narediti tukaj nek napredek. Naprej gre tehnologija. A ne? Vsa možna tehnologija gre v smer, da nam olajša življenje. Jaz sicer nisem prepričana, če je temu tako. A ne? Nisem prepričana, če je temu tako. Včasih, ko nismo imeli teh telefonov, smo živeli precej bolj mirno, ko živimo zdaj. Ko ni bilo računalnikov, smo imeli na nek način več časa za druge stvari, zdaj smo non-stop povezani, nekam z nekom komuniciramo in tako naprej. In namesto, da bi delali manj, delamo več. Prej sem rekla, ne, da nimamo nadzora niti nad 40-urnim delovnikom. Bil je pri zadnji spremembi zakona o delovnih razmerjih je bila ideja, oziroma bil je zapisan člen, da bi bil mogoč 30-urni delovnik prostovoljen, tam, kjer bi delodajalec ocenil, da obstajajo pogoji, kjer bi imel možnost, kjer bi se on odločil, pa so bili delodajalci proti. Imamo nekaj podjetij, ki imajo skrajšan delovnik in se s tem v bistvu pohvalijo. Ugotavljamo tudi pri modelih, oziroma pri preizkusih, ki jih delajo po Evropi, 5 držav se je lotilo te presoje, kaj pomeni skrajšani delovnik, nikjer ni bilo negativnih posledic, motiviranost je večja, ljudje so bolj spočiti, zdravje je boljše in tako naprej, ampak v Sloveniji, jaz mislim, pa nisem pesimist, da tega še dolg časa ne bomo videli. Zdaj, ko smo pa v situaciji, ko manjka zaposlenih, ne? Si je pa verjetno čist iluzorno predstavljati, da se bo to hitro zgodilo, ampak ne glede na to. Jaz bi si vseeno želela, da bi v naslednjem krogu pogajanj za ZDR ta določba prišla noter. Torej, vsaj tisti, ki pa mislijo, da so to sposobni, ki to podpirajo, imamo tudi delodajalce, ki res mislijo na oboje stransko korist, ne samo na svojo, pa jim dati to možnost in je en korak mogoče k temu, da bo pa v bodočnosti za vse. Govorili sva o kršitvah v podjetjih. Zanimivo je, da je tudi v podjetjih v državni lasti kar precej kršitev, oziroma da je po eni strani so nizke plače, ponekod niti minimalne, po drugi strani ogromni dobički. Zakaj to država dopušča, če že rečemo dobro zasebni kapitalisti? Zdaj, včasih bi bilo dobro, če državi ravno vsega ne porinemo. Ne? Država je sicer posredni ali pa neposredni lastnik marsičesa, ampak kljub vsemu ima svoje oblike delovanja. Ne vem, če je to zavod, je tam direktor zavoda, ki je za to odgovoren. In zelo pogosto, kjer ni tožnika, tam ni sodnika. Ne glede na sektor, ali v zasebnem, ali v javnem sektorju, govorijo v javnem sektorju, ne čisto državnem. Pri obojih bomo našli kršitve in pri obojih bomo našli situacijo, da ljudje tega ne javljajo.
Ni zadosti, da se midve pogovarjava, da je bila kršitev. Čeprav najin razgovor o konkretni rešitvi bi prinesel kakšen rezultat, ker se ne pogovarjava samo midve. Ampak kadar se pogovarjajo ljudje med seboj, pa ne ukrepajo, kadar ni prijav, kadar ni opozoril, pa to ni treba, da so opozorila v sredstvih javnega obveščanja, kadar ni urejanja situacije znotraj zavoda ali pa podjetja, se nič ne bo premaknilo. In vedno bomo, ljudje po naravi, jaz mislim, nismo dobri. Ljudje potrebujemo ureditev, potrebujemo sistem in potrebujemo nadzor. Pa potrebujemo, tega vsi držimo, potem stvari funkcionirajo. In če puščamo, da nekdo konstantno krši zakon, če nismo dovolj glasni, če ne ukrepamo na kakršen koli način, se bo to nadaljevalo in ne samo nadaljevalo, to se bo razpaslo. In recimo na področju plač. Jaz sem prepričana, da je v zasebnem sektorju še precej prostora za zviševanje plač. Nisem tako zelo v javnem, ker tam je pa proračun, ki je omejen, a ne precej. Ampak v zasebnem sektorju so podjetja, ki si lahko privoščijo bistveno večje plače, kot jih v tem trenutku imajo. Ne bojo jih izplačevali sami od sebe, ker ni treba. Če je vsa okolica s podobnimi plačami, potem tudi ta, ki blesti, ne rabi dajati višjih. To se seveda potem pretaka drugam, ne v plače, in tudi ne pretaka se v davke in prispevke. Davki in prispevki v javnem sektorju pomenijo višje plače, a ne? Tudi tam pomenijo višje plače. Tako da na tem področju, pa se bova vrnili na začetek, kdo je tisti, ki bo šel vprašati, posameznik zelo težko, se tudi najdejo za svojo plačo, ampak za večino zaposlenih bo pa to sindikat naredil, ne posameznik. In tudi pritisk bo lahko sindikat izvajal, ne posameznik. Tako, in ker nam je pravzaprav zmanjkalo časa, na tem je pa še veliko, sploh nisva govorila o pravicah do stavke in podobno in kaj to pomeni, morda za kakšno drugo temo, samo opozorilo na koncu, da sindikalni zaupniki naj bi bili zaščiteni, naj bi jim bilo omogočeno delo, pa je tudi na tem področju kar precej kršitev, oziroma je potem težko dokazati, a gre za slabo delo ali gre za kaznovanje. Na ven bo vedno šlo za slabo delo, na ven, a ne? Sindikalnega zaupnika po zakonu zaradi sindikalne dejavnosti ni mogoče odpustiti in ne bomo našli odpustov, kjer bo napisal delodajalec, da zato, ker je predlagal stavko, se ga pa odpusti. Takih ni. Ne bojo pa našli vrsto kršitev, ki so, jaz moram reči, da sem videla rekorderja 24 in od tega, glede na to, da človeka poznam in mu verjamem, je bilo 24 zmišljenih. Zelo težko se branijo. Kljub temu, da je zaščita formalna v zakonu, se zgodi, da pride do odpusta. Tak sindikalni zaupnik se potem brani preko sodišča, postopki trajajo, vmes je pa treba živeti. In večina, mora reči, po letu dveh zgubi voljo biti bitke. Veliko je sklenjenih poravnav, kar pomeni, da se sindikalni zaupnik ne vrne nazaj. Tisto, kar s takim odpustom naredijo, je vzor za druge. Probej, pa boš še ti na istem. In jaz sem bila vesela spremembe pri zadnjem zakonu o delovnih razmerjih, ko se je nekoliko spremenila ta zaščita. Zdaj v bistvu delavec ostane v delovnem razmerju do odločitve sodišča na prvi stopnji. To je pa nekaj drugega, kot je pa odločitev delodajalca, ki za vsako ceno odpušča. Ne bo zadoščala, mislim, da bo še vedno prihajalo do takih odpustov. Tisto, kar pa me res iskreno žalosti, pa je, da je zoper tako odločitev bila vložena ustavna presoja. Delodajalci so na ustavnem sodišču zahtevali, da se ta člen razveljavi, zato ker v neenakopraven položaj spravlja sindikalne zaupnike z drugimi delavci. Ampak ti sindikalni zaupniki so že v neenakopravnem položaju, ni jih spravil ta zakon. Dobro, bova na tem mestu končali. Hvala za pogovor in verjamem, da še kdaj na kakšno aktualno temo, morda celo na pokojninsko reformo in podobno, kar nas čaka, ne? Ta nas res letos čaka, kakšna bomo videli. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za pozornost. Lepo se imejte.